Letos so prejeli 18 novih vlog za štipendije, 7 so ugodili, 20 pa bodo podaljšali pogodbo od lani. Zaradi vse hujše socialne stiske dijaki denar porabijo tudi za potrebe v lastni družini. Recimo dijakom iz Šentjerneja je šla vsa štipendija samo za prevoz. In tudi nekateri so priznali, da pomagajo z temi sredstvi že v družinskih proračunih za pokrivanje položnic za materialne stroške. Pogoj za dodelitev štipendije je, da srednješolec nima republiške ali katere druge štipendije, da izhaja iz socialno šibkejšega okolja in da mesečni prejemek na družinskega člana ne presega 350 evrov. Ob podpisu pogodbe se dijaki zavežejo, da bodo izpolnjevali določene obveznosti. Da bojo sodelovali pri akcijah Rdečega križa kot prostovoljci in pa na raznih akcijah Rdečega križa. Pogoj, da je prejemnik te štipendije, ker se mu lahko med letom tudi ukine, je, da je prisoten v šoli. Mi apeliramo in ne zaključujemo te akcije, da se tekom leta pridružijo novi donatorji, vsi, ki bi lahko pomagali in seveda osrečili te mlade, da bodo šli svojo pot samostojno in seveda tudi dostojanstveno. Sicer pa novomeški Rdeči križ v decembru pripravlja dobrodelno akcijo Iz omare za otroke. S podarjenimi oblačili želijo priti do sredstev za novoletno obdaritev socialno šibkih otrok. Torej, cel november zbiramo oblačila tukaj pri nas v skladišču, vsak dan v delovnem času in vsako soboto od 10 do 12, kjer jih lahko oddate. Ob novem letu tako želijo obdariti 200 otrok, za kar potrebujejo 4000 evrov. Akciji pa so se pridružile tudi nekatere trgovine iz središča mesta.